Elektrarni Šoštanj zaradi predvidene izgube od 150 do 200 milijonov evrov prihodnje leto grozi stečaj. V studio prihaja minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Blejski strateški forum, največji zunanje politični dogodek pri nas je... Dober večer. Od danes začenjamo z današnjo novico, da termoelektrarni Šoštanj zaradi predvidene izgube od 150 do 200 milijonov evrov prihodnje leto grozi stečaj. Ministrstvo pravi, da bi bila v tem primeru ogrožena ne samo proizvodnja energije, ampak tudi ogrevanje ljudi, ki živijo v Savinjsko-Šaleški dolini. Brez ogrevanja bi ostalo 35 tisoč prebivalcev, pa tudi celotno gospodarstvo tega območja. Ministrstvo napoveduje, da bo katastrofo skušalo preprečiti z intervencijskim zakonom. Več Duška Lah. Kako? Zdaj bo Slovenija po novem brez tretjine elektrike iz Šaleške doline, je danes završalo ob novici, da je TEŠ tik pred stečajem in da bo v Šoštanju le še javna služba za oskrbo s toploto. Zagotovo so te novice zaskrbljujoče in z vidika lokalnih skupnosti je stečaj nedopusten. Od tega je odvisno posredno preko 2500 delovnih mest in seveda od termoelektrarne premogovnika tudi neposredno delovna mesta. Če je interventni zakon nujno potreben in če je ali bo sprejet, je ključno to, da sta pri tem sprejeta ali pa istočasno sprejeta dva pomembnejša zakona za našo dolino za pravičen prehod. To je zakon o zapiranju premogovnika Velenje in zakon o prestrukturiranju naše regije. Ob tem opozarjajo, da država ne izpolnjuje svojih obljub, celo ogroža pravičen prehod iz premogovništva. Mi opozarjamo na ta proces, na naše potrebe Šaleške doline, potem pa pravzaprav nekaj mesecev pred koncem leta dobiš neposredno informacijo, da je potrebno do 1.1.2025 sprejeti zelo težke odločitve. Odločitve, ki danes v nobenej meri ne zagotavljajo pravičnega prehoda. Že za letom 27-28 je cena kuponov celo preraste ceno električne energije. To pomeni, da praktično TEŠ ne ostane nič za plačilo premoga in predelavo premoga v električno energijo. TEŠ iz skupine HSE je lani imela skoraj 46 milijonov evrov čiste izgube. Finančno stanje družbe, ki zaposluje nekaj več kot 300 ljudi, je slabo. Se pa v TEŠu, kjer dolga brada zgodovine beleži delovanje od leta 1959, že od izgradnje TEŠa 2014, vrstijo serije napak, površnosti, napačne ocene in sumi korupcije. Kriminalisti so 2010 pričeli z zbiranjem informacij, čez 4 leta aretirali nekdanjega direktorja Uroša Rotnika, sodni procesi še tečejo. Končna cena šestke je bila 1,3 milijarde. S TEŠ 6 se je ukvarjala tudi parlamentarna preiskovalna komisija. Zapisala je, da so vse vlade od leta 2004 do 2012 ravnale neodgovorno, največjo politično pa da nosi nekdanja vlada Boruta Pahorja. In zdaj, največja korupcijska afera v 30 letih pri nas dobiva izrise v sojenju. A brada bo še dolga. Glede na padajoče cene električne energije in naraščajoče ogljičnih kuponov v naslednjih letih se bosta tako TEŠ kot premogovnik Velenje težko izognila izgubam prihodnje leto, neuradno in predvidoma v višini 150 in 200 milijonov evrov. No in v studiu pozdravljam ministra za okolje Bojana Kumra. Dober večer. Poglejte, tudi med poznavalci je bilo kar nekaj presenečenja. Zakaj ta novica danes? Cene kuponov so znane že vnaprej. Jasno je bilo, da bo izguba. Kaj se je zgodilo? Kaj je bila tista točka, da je bilo treba napovedati stečaj? V bistvu kar nekaj dejavnikov se je zgodilo. Omenil bi, da je kriza na nek način pomagala z visokimi cenami, da smo danes v tej točki 2 oziroma skoraj 3 leta kasneje. Na nek način tržne razmere ne omogočajo stroškovne cene delovanja termoelektrarne Šoštanj in premogovnika Velenje. Ali to je zdaj postalo jasno? To je zdaj postalo jasno, da znotraj skupine HSE z navzkrižnim, se pravi, na eni strani izguba, na drugi strani dobiček, da je to nedovoljena državna pomoč in da obstoječe delovanje ne more iti tako naprej. Moramo spremeniti in izločiti premogovnik in TEŠ ven iz skupine HSE in zagotoviti za zakonsko podlago ustrezno financiranje. Se pravi, bistvo te operacije, pa če lahko malo razložite, skratka interventni zakon pripravljate, po katerem naj bi v bistvu
postala gospodarska družba. Tako. A je to zato, da so možne državne pomoči, zato je potreben ta manever? Tako. Ključno je, da je TEŠ še vedno in še nekaj časa bo edini vir za oskrbo toplote. Mi ne moremo enega največjih sistemov daljinskega ogrevanja naenkrat prestrukturirati. S tem si kupujemo tudi čas. Hkrati pa seveda s tem interventnim zakonom na nek način popravljamo, jaz bom rekel, katastrofalne napake, ki jih je politika sprejela v preteklosti. Ampak gledajte, še bolj jasno pojasnimo. Vi govorite, se pravi toplota, ne? Kaj pa bo za električno energijo? Odkot bo Slovenija dobivala električno energijo? Primarni fokus bo... Petino, ne, mislim, da dobi, ne? Še vedno bo TEŠ deloval in tudi proizvaja električno energijo. Absolutno. Tudi bo izkoriščal tržne priložnosti. Vkolikor bo trg seveda to dopuščal, ne bo mogel pa več ustvarjati izgube in jo kriti iznotraj, ne vem, Dravskih elektrarn, Soških elektrarn, ker to se danes smatra za nedovoljeno državno pomoč. Koliko draga bo ta operacija? Koliko bo to, rekli ste, z dobičkov, ne, energetskih družb bo šlo? So to dogovorjeni z energetskimi družbami, da bo tako? Ne, zakon mora biti ustrezno ozakonjen v smislu koncepta, ki ga nastavljamo. Denarni tok bo zakon določal. Absolutno je prvi fokus oziroma prvi cilj zakona, da ljudje ne bodo nosili tega bremena. Cene ogrevanja ne smejo se spremeniti, morajo stati takšne, kot so. Drugo, ljudje, ki so danes zaposleni, ohranjajo svojo zaposlitev. Vsi. Vsi. Tretji. Prav, nišče ne bo izgubil službe. Ta zakon ravno to garantira, da kupuje čas. Tako kot je župan Velenja rekel v prispevku, bolj pomembna sta druga dva zakona, ki sta ključna za prestrukturiranje Legi in za postopno zapiranje premogovnika Velenja. Da pridemo do tja, potrebujemo ta interventni zakon. Zdaj pa zanima, ne, se vem, da so tudi drugi resorji pripravljeni, ampak vi ste ista vlada, to leta 2022 je bila sprejeta ta nacionalna strategija, v 6 mesecih naj bi sprejeli oba zakona, ne, se pravi pri strukturiranju in zapiranju, nič še ni, ne? Kako da? Res je, januarja 2022 strategija bila sprejeta, vemo, da smo imeli volitve, nič ni bilo pripravljeno, ampak tudi ne smemo pozabiti, da je bila najhujši energetski kriz, ki so cene podvijale. To je bilo leta 2022, od junija do konca leta. Takoj v letu 2023 smo pristopili z novo organizacijo vlade k zakonskim rešitvam. Kolikor vem, imata oba dva ministra, tako minister Jevšek kot minister Novak, osnutke zakonov že pripravljenih. In to je dobra novica. Moramo pa te zakone seveda spiliti, da bo zagotovljen načelo pravičnega prehoda. Lahko poveste, kakšne časovne, ker dejansko lokalno prebivalstvo so povedali, čakajo ta dva zakona, to bo rešilo lahko njihove težave. Kdaj bi lahko to bilo sprejeto? Moj namen je, da smo hitri in učinkoviti, zato sem zelo hitro odreagiral takoj po dopustih. Časovnica tega zakona, interventnega zakona, je moj namen, da seznanim javnost in pa vse neposredne deležnike v roku 2-3 tednih. V roku 2-3 tednov tudi o teh dveh zakonih, ne samo interventni zakon. Samo interventni zakon, za katerega sem jaz zadolžen. Kar se tiče pa drugih dveh zakonov, bo pa verjetno potrebno še kakšen mesec, 2 ali pa tudi 3. Dobro. Se pravi, en del premogovnika gre v zapiranje, drugi bo še obratoval. Kaj to pomeni? Postopno zapiranje premogovnika Velenja bo določeno v posebnem zakonu. Dobro. Ta zakon tega ne bo obravnaval, rabimo pa čas, da prijemo do tja. Kako bo premogovnik deloval, je zdaj še preuranjeno določiti. Ključno pa je, da zagotovimo nov režim delovanja. Ta režim danes ne daje rezultatov, niti ni več dovoljen od januarja 2025. Nov režim bo pa podvržen popolnoma zanesljivi oskrbi z toploto, hkrati bomo pa izkoriščali na trgu absolutno vse tržne priložnosti za oskrbo z električno energijo. Še vedno bo TEŠ proizvajal električno energijo, seveda bo pa logična posledica, ker se je premog tudi uvažal, da ne bomo več uvažali premoga in bomo zagotavljali lasten vir, lasten premog. Bo pa država plačala to, kar dolgujemo Evropski banki, ne? Kredita je še, danes je HSE sporočil 286 milijonov evrov in to ostane še vedno na TEŠu. Vete, to je, tudi rekla kolegica, ne, največji, v bistvu tudi korupcijski škandal v zgodovini slovenske države. V bistvu nihče še ni zares odgovarjal za to, ne. Civilna družba opozarja, gledajte, vidi primerjavo med tem, kar se dogajalo takrat s TEŠem in med tem, kar se bo zdaj dogajalo jeseni, ko bo tudi referendum z drugim blokom nuklearke. Kako lahko zagotovite, da ne bo ta posel podoben tej katastrofi, ki se je zgodila v Šaleški dolini?
bom res se skliceval na to, kar ste že vi pravilno ugotovili. Res gre za TEŠ je največji infrastrukturni projekt bil v zgodovini, kjer se je, pazite to, politika in stroka poenotila. Danes, pa že takrat so bila določena opozarjanja, da se, Zelo glasno opozarjanje, da so samo da se ne bo šla kalkulacija, ki je bila prikazana. Danes, 10 let kasneje, sem jaz tukaj in rešujem situacijo, ki je bila takrat povzročena. Ampak treba je dati rešitve na mizo in se soočiti z realnostjo. Evropska unija ima svoje pravila, mimo katerih ne bo šla. Ne samo naša elektrarna, tudi ostale. To govorimo o TEŠ-u. Kaj pa drugi blok? Nuklearka? Jaz mislim, da Da ne ponavljamo napake, o tem govorimo, ne? mi se pripravljamo za referendum. Projekt bloka 2 jedrske elektrarne ni v ničemer povezan z termoelektrarno Šoštanj, ga popolnoma drugače se pelje. Imamo posebnega koordinatorja, državnega sekretarja, ki na eni strani državne institucije koordinirano vodi, imamo investitorja, transparentno se prikažejo vse informacije skozi delovno skupino. Skratka, bomo ljudje dovolj informirani, ko bomo šli na referendum, da ne bomo spet neko odločitev podprli, ki bo potem se izkazala kot Točno to je ta moj korupcijska. cilj kot ministra, da se gre na informirano odločitev. Dosti krat sem kritiziran zaradi tega, ker opozarjam, da je treba zagotoviti informacije, ampak če želimo opolnomočeno odločati, potem te informacije. Absolutno. Ta hip jih še nimamo, ampak verjamemo, da bomo dobili Kar nekaj pravočasno. informacij je pa že. Dobro, to je pa res. Hvala za obisk v našem studiu, lahko noč. Hvala tudi vam, lahko noč. V naslednji temi bomo govorili